Tina Maze. Every single day is a battle I know that I'm meant to face. Kakšen sprejem? Tukaj je! Tukaj je Tina Maze! Gremo vsi! Tina Maze! Tina je tukaj! Gremo roke! In vse je res! Niso bile le sanje! Ste kaj trenirali v Sočiju? Kalinko? Pred, da smo to vprašali, ta špilo na harmoniko doma, tako da smo jo trenirali, ja. In boš kaj pokazala? Ha? Ja, Kalinko, za plesati. Ne znam jaz to plesati, aj kak poseben ples, aj kak. A ni? Skoraj tako kan. Aha, ok, tisto bi šlo lažje, ne, to noge visoko, pa to. Tina, vse je res, tukaj si, 2 zlati medalji. Poglej, koliko rok, koliko src je dihalo zate. Pa ne samo teh, ki so danes tukaj, ampak tistih, ki so tudi v srcu s tabo. Prvič si rekla, da si gledala posnetke smuka, res? Ja, res je, ker nismo imeli cajta, stvari so se hitro odvijale, da nisem imela niti pogledati si cajt, ampak sem podoživljala tisto, kar je bilo tam, tako da zdaj dan sem res prvič videla to, kako sem pelala. Pelava si odlično! No, potem pa ti mi zdaj privoščimo, da si še v miru ogledaš, kako si dobila eno izmed teh 2 medalj, prosim. Čez nekaj trenutkov. Olympique, représentant la Slovénie. Gold medalist and Olympic champion representing Slovenia. Золотую медаль и звание олимпийской чемпионки завоевала представительница Словении Тина Maze. To je bil ta trenutek in da ne bi zdravljica prehitro utihnila v naših ušesih, je tudi danes tukaj z nami dekle Adriana Kamnik, ki jo bo zapela. Posebej tebi v čast. Adriana, prosim. Ampak seveda sporedno z, ko da poje v Sočiju. Poglejmo še na ekrane. Živi nasi narodi, ki hrepeni dočaka dan, da kudr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo mejak, da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo, ne vrak le sosed bo mejak. Bravo! A je težko peti na prvi stopnički, ko se človek spominja vsega živega, kar mu takrat pride skozi glavo ob zlati olimpijski medalji? Ni težko peti, predvsem, ker nimaš mikrofona, da bi te slišali drugi, tako da nimam nobene treme, ampak himna je res lepa, lepo, da smo jo vsi odpeli. Mislim, da ima prave besede in biti na prvi stopnički na olimpijadi je res nekaj posebnega. To so stvari, ki se ne dogajajo vsak dan in pravo težo opisati v besedah, mislim, da je zelo težko. Tako da ne bi izgubljala besed, kaj mi to pomeni in kaj smo naredili. Boš na stara leta tukaj v Črni, si boš na takom gugalniku mislila, pa boš podoživljala vse te stvari, seveda bo že prej čas za to. Kaj te je še gnalo v Sočiju? Kakšni spomini so ostali na te tvoje
sicer zadnje olimpijske igre, ampak to zdaj v tem trenutku niti ni tako pomembno, da so bile zadnje, kajti bile so fantastične. Ja, rock and roll ni šel najboljši, ampak rock and roll je zdaj slalom, tam sem slišala enega gospoda. Občutki v Sočiju so bili izjemni, ker sem tja prišla s to veliko željo, da osvojim zlato medaljo. Sigurno s tem velika odgovornost in velik pritisk in ko sem v smuku uspela imeti najboljši čas, nam je res padlo kamen od srca in smo se veselili tega neverjetno. In potem druga je bila seveda lažje, ne vem, nekako lažje je sprejeti, prva je bila le prva in ne vem, lepo je bilo, predvsem videti zdaj, ko sem imela malo časa spremljati, kaj se dogaja v Sloveniji, kako so se tam mali drli v šolah. Mislim, to je bilo res, vsaka vam čast. Pa vsem ostalim, ko ste spremljali to. Jaz sem kar brez besed, kako lahko en človek z svojim tistim, kar pač zna. Saj ne delam nič več od tega, delam to, kar znam, ampak kakšno velika stvar je to potem za vse druge tudi. Si tudi ti tako v mladih letih, kot so tele tvoji, ki te bodo nadomestili, se drla v šoli takole ali pa kje naskrivaj poslušala kakšne tekme? Točno isto, točno identično. Tudi se spomnim, kako smo imeli klopce, ko smo gledali Mitjo in Katjušo. Tako da, mislim, da če to doživijo zdaj, da si bojo vsi želeli enkrat, tudi oni, mogoče, ko bojo odrasli, tega narediti. In isto sem bila jaz, majhna tu na sprejemu za Katjušo in za Mitja, ko sta prišla z medaljami svetovnih prvenstev v Črno in sem jih gledala kot bogova in to sem si želela tudi jaz, tako da upam, da eden izmed vas tu, magari čez 10 let, bo doživljal isto kot zdaj jaz. Ste slišali, otroci? Bravo! Čestitke še enkrat, Tina. Uživaj tukaj z nami, uživaj tukaj med svojimi navijači, sprejemaj čestitke, uživaj današnji dan, preden nam spet pobegneš v Švico in seveda odlično nadaljuješ, kar je že bilo začeto in dokončaš to in da se čez slab mesec dni spet srečamo tukaj s kakšno vazo, pa ne tako za rože. Vse je še odprto. Zdaj sem dobila malo kril na olimpijadi in bom poskušala leteti, kolikor se bo dalo hitro. Vi pa upam, da še navijate naprej. Dajmo vsi za Tino! My ways, my decision.